Hvala lepa za tako prisrčen sprejem, se seveda opravičujem tudi malo za zamudo. Te dni so pač malce bolj dinamični časi in moramo biti na več koncih hkrati, z namenom seveda, da nas čim več ljudi vidi, da čim več ljudem damo roko, tako kot pravi naš predsednik, in seveda, da se z njimi pogovorimo, povemo, kaj mislimo, jih vprašamo tudi potem, kaj oni želijo in kako nas vidijo, kakšna stališča imamo, kaj naj zastopamo. Ampak Tomaž, kako si jim naročil, naj tweetajo, retweetajo, facebookajo, jaz vidim tukaj ljudi, s katerimi sem že sodelovala, še sodelujem in že za vse to, kar ste do sedaj naredili, ne, vsi vi, ki ste tukaj, najprej najlepša hvala. In ker verjemite, to, kaj vi počnete, se vidi in res sem vesela, da imam v ozadju takšno pomoč, toliko mladine, ki v bistvu nekako daje tudi takšen moralno podporo pač temu delu, ki ga jaz zdaj opravljam, ampak delo pravzaprav ni ta prava beseda, ker prava beseda je poslanstvo. Največkrat me vprašajo, zdaj ko se pač soočamo z drugimi kandidati, pa zakaj vendar kandidirate, pa kaj boste spremenili, ne? Kandidiram zato, da bo nekaj drugače, kot je danes v Sloveniji, a ne? Mi vsi, razen najbrž enega, ki si želi, da ne bi bilo sprememb in da bi približno tako ostalo, kot je, kandidiramo zato, da bi prinesli neke spremembe. In to, jaz mislim, da pričakujejo ljudje v celi državi. Ne samo mladi, pričakujejo manj mladi, tisti, ki delajo, pričakujejo tudi starejši. Ampak naša težava je, nobeden ni zadovoljen s tem, kar imamo, ne? In me vprašajo, pa poslušajte, kako naj jaz živim iz 400 evri pokojnine? In jaz odgovorim, pa ni problem, kako vi živite 400 evri pokojnine, ker ste heroji, da sploh preživite, ampak vprašanje je, zakaj imate pokojnino, ki je visoko 400 evrov? In ljudje se tega ne sprašujejo, zaradi tega, ker so od glavnih medijev, od vse povsod pač navajeni drugačnih informacij. In živijo v prepričanju, da je treba se ukvarjati samo z drevesom, gozda okoli tega pa ne vidijo. Vsi hočejo spremembe, ampak nobeden ni za to premalo, oziroma zelo malo pa jih je za to, da te spremembe tudi naredimo. In jaz upam, da smo mi glas in skupaj z vami seveda glas teh sprememb, da se ne bomo na koncu spraševali čez 2 leti, zakaj mladi odhajajo v tujino. Zaradi istega razloga, približno osnovnega, zaradi katerega imajo upokojenci nizke pokojnine. Zaradi tega, ker v Sloveniji ni priložnosti. Zaradi tega, ker tako kot mi je Maja Makovec-Brenčič odgovorila na enem soočenju, ko je bilo to vprašanje, zakaj mladi odhajajo v tujino, ne? Zato moj odgovor je, ker tukaj ne vidijo priložnosti. Če bi imeli tukaj priložnost za zaposlitev, pa za dobro plačo, jaz ne vem, koliko bi šlo še v tujino. Ostali bi tukaj in bi se tukaj zaposlili in tukaj dobili dobro plačo in tukaj imeli družino. In Maja Makovec-Brenčič pravi, pa se zdaj dajemo subvencije, da bi se vrnili nazaj. Pa to je popolnoma, in ta politika države, vlade, te vlade, pa že prejšnje vlade, pa še kakšne vlade prej, vse, ki slišijo na ime leva vlada, je približno logika ta. Mi bomo v gospodarstvu veliko pobrali, vas bomo fajn obdavčali, potem vam bomo pa nazaj vrnili s subvencijami, pa točno vam bomo povedali, kje boste subvencije dobili, na tem pa na tem področju. To je popolnoma zgrešena politika, po mojem mnenju. In mi s temi subvencijami lahko sem pa tja gasimo požar, tako kot je Patricija rekla, najbolj mi je omenila, da je omenjala tudi shemo jamstvo za mlade, kjer je Evropa dala ogromno denarja za to, da bi reševala problem brezposelnosti, ampak ja, to je lahko samo začasen ukrep, dokler traja kriza, ne more biti pa to politika vodenja države na področju mladih.
Zato jaz tukaj na področju mladih jasno ne boste me slišali nikoli reči kaj drugega kot to, dajmo gospodarstvu dihati. In nehajmo gospodarstvu dajati neko lažno podporo v obliki subvencij za to, da bodo lahko vas zaposlili. Oni morajo začutiti, da lahko vas zaposlijo zato, ker vas rabijo, pa zato, ker ste vi dodana vrednost temu. In jaz upam, da veliko mladih na ta način razmišlja. Če pa ne razmišljajo še na ta način, potem ste pa vi tisti, ki morate ta glas širiti naokoli, ker kdo ga pa bo. Očitno je, da nam starejšim slabo verjamejo, predvsem tudi zaradi tega, ker nimamo preveč priložnosti, da to povemo preko mainstream medijev. Že prej sem vedela, kaj se približno dogaja v teh medijskih hišah, radijih, televizijah, časopisih, ampak to, kar pa zdaj opažam med to kampanjo, če bi to ljudje vedeli, kaj se dogaja, pa na kakšen način mediji uravnavajo njihovo mnenje in njihovo razmišljanje, potem jaz mislim, da ne bi na teh predsedniških volitvah prav gotovo ne zmagal noben kandidat Levice in tudi na naslednjih državnozborskih volitvah ne bi mi dosegali 60+. Vam povem, če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja. Zato je treba hoditi med ljudmi in jim to povedati. Seveda pa povedati, gledajte, mene imajo za nekega zmernega politika, ne? In to tudi zagovarjam. Povejte jim, govorite jim na primeren način, na način na nekem nivoju. Ne moramo se kregati, ne moramo se boksati, ne moramo se sovražiti drug drugega, moramo skupaj sodelovati, ampak moramo biti vztrajni in prepričevati in širiti našo idejo. In zato sem dala v svoj slogan tudi spoštujmo in sodelujmo, ker to resno mislim. Mi smo preveč skregani. Ne bomo prišli nikamor skregani. Kar ne pomeni, da mi popustimo pri svojih idejah, kar ne pomeni, da se predamo, kar ne pomeni, da bomo zdaj delali tako, kot drugi pravijo. Ne, to ne pomeni to. To samo pomeni, da bomo še naprej delali tisto, kar mislimo, da je prav, širili tiste ideje, za katerimi stojimo in ki mislimo, da so prave, ampak bomo to delali na spoštljiv način. In kadar nam bo kdo iz kakšne druge strani imel zapovedati kaj pametnega, pa kadar bo njegova ideja dobra, jaz ne vidim nobenega razloga, da jo ne sprejmemo. Ampak ideje, kakršno sem pa prej povedala, recimo in podobne, da vodimo politiko na način, ko bomo zlivali še in še subvencij nekim posvečenim, ker te subvencije jasno dobijo vsi, to pa niso prave ideje. Dajmo povedati, da niso prave ideje. In to jaz pričakujem, da boste širili tudi med mladimi. Tisti, ki ste danes tukaj, ste najbrž tisti, ki spadate med bolj aktivne ali pa ste aktivni državljani oziroma državljanke. Kar pomeni, da ne izkoriščate samo pravice, ki vam jih daje država, to se pravi pravice do tega, da greste na volišča in volite in s tem odločate o svoji prihodnosti, ampak da to pravico hkrati jemljete tudi kot dolžnost oziroma se do nje obnašate odgovorno. In tega v Sloveniji manjka. Vsi samo vedo, kakšne so njihove pravice, znali vam bodo našteti že v osnovni šoli, če pa koga povprašate, jaz si pravzaprav skoraj da ne upam reči javno, da je dolžnost nekoga, da gre na volitve. Pa aj s tem kaj narobe? Najbrž s tem ni nič narobe. Ti imaš pravico, na drugi strani imaš tudi neko obveznost in odgovornost. Ker če jemljamo samo, veste, tiste lepši del, potem pridemo tja, ko smo prišli, kamor smo danes prišli. Tako da volilna udeležba je, kakršna je v našem političnem prostoru in tudi zato, ker je volilna udeležba takšna, kot je, se nič ne spremeni. Ker tisti, ki pridejo na volišča, je premalo, da bi
da bi naredili kakšne tektonske premike. Upam, da bo na tokratnih predsedniških volitvah udeležba bistveno večja, kot je bila, da ne rečem, na referendumu. Verjamem, da bo in da bo še večja, ali pa vsaj tako velika tudi naslednje leto, ko bodo parlamentarne volitve. Jaz mislim, da je resnično čas po vseh teh letih, ko se je v tej državi pravzaprav samo padalo, ko je bil aktualni predsednik države, predsednik vlade Slovenija, ni ujela ne nemškega, ne francoskega vlaka, ampak je bila v krizi tako kot vse ostale države, samo da je v tej krizi še 5krat bolj padla, kot so vse države padle. Medtem, ko so drugi že zdavni ven iz krize, mi pravimo, no, zdaj se bo pa kriza pri nas končala. Ampak ljudje takšno politiko očitno še kar naprej podpirajo. Moj protikandidat, predsednik države aktualni, je zadolžil državo do vratu, dolgove boste vi odplačevali, zapravil nam je dostop do morja, teritorialni dostop do morja in seveda prikril je tudi to, kaj se je dogajalo v Novi Ljubljanski banki, ker sam prizna, da je za to vedel, vendar je mislil, da bo nekdo drug namesto njega naredil to, kar bi on moral. Če bi živeli v normalni državi, bi samo ena od teh 3 informacij pomenila, da nikoli več ne more biti predsednik države. Ampak ne živimo v normalni državi. In gospod Borut Pahor je vedno znova nagrajen še višjim ali boljšim ali prestižnejšim mestom. Tudi vsi ostali, moji protikandidati, kolikor jih zdaj spoznavam, pravzaprav sem začela ceniti tiste, ki si upajo pokazati svoj obraz in povedati, s kje prihajajo in kaj zagovarjajo. Ker kar nekaj mojih kandidatov v tej predsedniški igri je nekaj popolnoma drugega kot tisto, za kar se izdajajo. Eni celo pravijo, da so neodvisni kandidati, pa niso, ker nobeden od nas ni neodvisen kandidat. Samo eni smo ponosni na to, iz kje prihajamo in to tudi lahko povemo. In mene vedno provocirajo, vaša stranka, pa SDS, pa ne bodi ga treba na tem svetu, za mainstream medije, ampak jaz bom vedno rekla tako. Jaz ne bom nikoli zatajila, iz katere stranke prihajam in to je stranka, ki ves čas igra vodilno in pomembno vlogo v slovenskem političnem prostoru in se trudi za normalizacijo Slovenije. Imamo najvišje rejtinge, imamo predsednika stranke, ki bi ga nekateri najraje ne videli, ne na tem, ne na katerem koli drugem položaju, zakaj že ne, ker jih moti, ker sami potem ne morejo vladati tako, kot vladajo, ampak on je bil najuspešnejši premier v zgodovini Slovenije, vodil je Evropsko unijo, svet in pa za moje pojme je najboljši strateg ever. In ko nam bodo drugi govorili, katerega predsednika naj si izberemo, da nas bo vodo, naj najprej pometejo pred lastnim pragom. Tako da toliko o tem, resnično me jezijo zadnje čase. S kom bodo sodelovali, pa s kom ne bodo sodelovali, vsi se fine delajo, na koncu pa pravijo, da pa z nami ne bi sodelovali. Povrh vsega pa še kradejo naše slogane. In ko se vozim tukaj le okoli, pa še kje druge okoli, lepo, imamo tudi tukaj nekaj plakatov, imeli bomo tudi, če se ne motim, je Alenka prej rekla 20 jumbo plakatov, 30 jumbo plakatov za celo Slovenijo bo imela stranka SDS za predsedniške volitve. Jaz sem videla 30 jumbo plakatov svojih konkurentov že tukaj le malo okoli. Tako da naša kampanja je skromna in veliko polaga na to, da boste vi in vsi ostali, ki so z nami, tudi aktivni na družbenih medijih, da boste širili ta glas okoli, ker mi pač nimamo toliko denarja, ki bi nam nazaj pritekal iz davčnih oaz, kot ga imajo nekateri in si bodo te volitve dobesedno plačali. Zato še enkrat hvala za vse, kar ste naredili.
hvala za vse, kar še boste naredili in nekaj naj vam bo jasno. Če ne danes, če ne na teh volitvah, čeprav vsi verjamemo vseeno da, ampak pride čas in ta čas pride kmalu, ko boste vi v vodilni garnituri in ko boste vi vodili državo. Skupaj z našo stranko, Slovensko demokratsko stranko, na katero smo pa jasno vsi ponosni. Hvala.